pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Murski Soboti, ker se bo kmalu začela tekma 29. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V Fazaneriji se bodo pomerili nogometaši domače Mure in Brava. Jasno, obračun pomemben za ene in druge, še nekoliko bolj pa za gostitelje, ki so v borbi za obstanek, in včeraj so se Sobočani zagotovo razveselili koprske zmage na primorskem derbiju. 4-0 je slavila Zeljkovićeva četa. Pogled na lestvico, na vrhu so Celjani, ki imajo natanko 10 točk prednosti pred Koprom ob odigrani tekmi manj pričakovan. Napad Mure zdaj. Neuspešen strel, kar precej mimo desne vratnice sprožil Nino Kauter, Murin kapetan. Sandi Nuhanović, Nuhanović in gol! Bravo vodi z 1-0, mojstrovina Sandija Nuhanovića, 15. minuta srečanja, izjemen gol. 7. zadetek Nuhanovića v letošnji sezoni, zdaj je prekosil celo Martina Pečarja na listi strelcev Brava. Trenutek navdiha, trenutek inspiracije. Sandi Nuhanović potrjuje zakon bivšega. Prva resna grožnja za vrata Dermastije in takoj se končalo z zadetkom. Slavila Mura, ko sta zadela Kenan Kurtović in Niko Kasalo. Dva mladeniča v črno-belih vrstah, Korošec do žoge, Alen Korošec, Rose do strela. Veliko sreče tu izvajalec. Nino Kauteru, to je priložnost za Jeliča Balto, ampak zgrešil je najvišji nogometaš na igrišču, Ivan Borna Jelič Balta. Nuhanović proti Babulaju, ki bo motiviran, da popravi to napako. Babulaj in Stanković. Na desni se odpira Ivanša, krasno, Jakoslav Stanković, in tu je Matic Ivanša, ki zabija na drugi zaporedni tekmi. Njegov 4. gol v tem tekmovalnem letu. Tudi Babulaju je gotovo odleglo, čeprav bi on moral biti tisti zadetkom na svojem računu, zadetkom na tej tekmi. Matic Ivanšek pa je preplet okoliščin najbolje izkoristil. Izpostaviti velja tudi izjemno podajo Jakoslava Stankovića. Tu se zdi, da je imel Stanković ob vodenju žoge res popoln pregled, zelo dober nadzor nad dogajanjem. Krasno se je obrnil. Na mehkejši način žoge preprosto ni možno oddati. Ivanšek pa se je tudi zelo izkazal z zaključkom. Res, da ga Aleš Arnol v zadnjem obdobju postavlja ob desno stran. Napad za Muro, Kauter, Rose, tole bi lahko bilo nevarno. Priložnost za Muro, Akbevor je prišel do strela samo. Niza obetavan položaj na obetavan položaj. Kauter, še enkrat skota priložnost in tu je gol. Tu je gol za Muro, Rose. Njegov 3. gol v letošnji sezoni, vračajo se Sobočani. To se je preprosto napovedovalo, kajti ves čas je bilo dogajanje postavljeno na polovico Brava, pravzaprav celo na tretjino Šiškarjev, in zasluženo so zdaj nogometaši Mure prepolovili prednost nasprotnika. Likar z neposredne bližine seveda ni mogel odreagirati. Rose je dobro izkoristil nastalo situacijo. Dvakrat je v polno meril proti Radomljam in danes zelo pomemben gol proti Bravu, ki Muro vrača v življenje, ki pod zmago v prvi ligi jih je doslej zbral recimo 41. Omoređi se bori, Omoređi je padel, kakšne barve bo karton, rdeče. Bravo bo tekmo končal z igralcem več in zdi se, da je to lahko točka preloma. Kristjan Trdin postaja preteklost te tekme. Mislim, da ni dobro vedel Trdin, kaj se dogaja za njegovim hrbtom. Povsem ga je šokiral prihod Divina Omoređija. Glavile po tem dogodku. Sandi Nuhanović, odar je njegov.
Nuhanović, vratnico mislim, da je celo stresel. Neverjetno, kako dobro izvaja danes to vrstne situacije. Uro Kastelov, kazenski prostor! Kakšen strel je bil to Rozea, toda na mestu Uroš Likar. In zdaj išče Divana Omoređija, tudi Bristrič je spredaj. Divan Omoređi za Bristriča, Dermastja na mestu. Še teče kri po Soboški. Kako se bodo odločili nogometaši Brava, ali gredo na kornersko zastavico ali proti golu. Očitno slednje Omoređi in Bristrič, ni zaznati prave vizije, kako do zaključka. So pa vendarle ohranili žogo do konca dodatka in Rade Obrenović je odpiskal konec srečanja. Borna Proleta, glede na videno danes se nekako zdi, da ste si zaslužili vsaj točko, če ne celo kaj več. Kaj je morda Muri zmanjkalo za pozitiven rezultat v drugem polčasu? Pa mislim da smo prvo polovrijeme malo zakazali, nismo se držali plana kojeg smo pripremali za ovu utakmicu. Drugo polovrijeme je to bilo to. Zabili smo rani pogodak, bili smo u pritisku konstantno, nismo dopustili Bravu to što smo im dopustili u prvom polovremenu. Nažalost, nismo imali sreće, nadam se da će nam se to u četvrtak vratiti. Prednost pred devetovrščeno ekipo tako ostaja 4 točke. Vi ste v preteklosti seveda domovali v Ajdovščini. Ali dobite morda od kakšnega navijača Primorja sporočilo, kakšno šalo glede tega, kdo bo dobil to bitko za obstanek? Pa s navijačima Primorja sam uvijek ima dobar odnos, tako da znaju se javiti, ali sve u najboljem smislu. Nadam se da ćemo mi te 4 točke što prije povećati, da će to biti više, tako da dok dođemo u Ajdovščinu da neće imati prilike da kažu bilo što. Hvala. Matic Ivanšek, iskrene čestitke za zmago. V prvem polčasu ste si preigrali 2 gola prednosti. Nekako se je zdelo, da ste v drugem polčasu precej padli, morda navodilo trenerja, da se povlečete nazaj, ali vas je v to držo prisilila Mura? Ne, to vsekakor ni bilo navodilo trenerja. Navodilo trenerja je bilo nasprotno, da probamo pritiskati kako se da, kako je naš stil igre, ampak nekako Mura je imela dodatno energijo, nekako nas potisnili v ta nizki blok. Držali smo se nekaj časa zelo dober, prejeli smo ta zadetek, ampak pa smo na koncu s karakterjem prišli do te zmage. Dosegli ste tudi gol na drugi zaporedni tekmi, danes po sjajni asistenci Jakoslava Stankovića. Bo Aco dobil kakšno pijačo, morda večerjo? To seveda, itak sva oba Gorenjca, tako da se oba pozna, so iz istih koncev, tako da sigurno se oba dobila nekaj. Ne ravno značilno za Gorenjce, ampak hvala. Aleš Arnol, iskrene čestitke za zmago. Ujeli ste zelo dobro rezultatsko formo, 13 točk na zadnjih 5 tekmah. Prvi polčas danes zelo dober, v drugem pa se nekako zdelo, da ste trpeli. Matic Ivanšek je dejal, da nikakor ni bilo vaše navodilo, da se povlečete nazaj, ampak morda je do zunaj nekako zdelo, kot da, glede na to, da prihaja zelo strnen spored tekem, malce varčujete z močmi. Kakšna so bila recimo vaša navodila? Ja, če bi želeli varčevati, je bilo to najbolj naporno. Če bi želeli varčevati za močjo, bi mogli v bistvu igrati višje. Jaz razumem tudi fante pa psihologijo, 2 proti 0, nevaren si še na kakšen protinapad. Imaš občutek, ne, da bi lahko tekmo zaključil, ampak danes je tekma preveč ušla izpod kontrole. Storili smo v obeh polčasih sicer preveč napak, kljub temu, da smo v prvem vodili z 2 proti 0, smo storili ogromno napak, predvsem v napadu, ker smo imeli že super izigranega nasprotnika, da bi lahko zaključili in res tekmo zaključili v prvem delu. Moram pa pohvaliti igralce, posvečamo se tudi branjenju boksa, 16-metrskega prostora in danes, ko smo Muri dovolili, prevečkrat smo jim dovolili, da so prišli v ta prostor, ampak takrat smo pa odreagirali izredno zrelo in kvalitetno pokrivali te prostore, tako da včasih zmagaš z napadom, z številnimi priložnostmi, tudi danes smo imeli tega več kot dovolj, da bi zabili še več, ampak mislim pa, da danes moram posebej pohvaliti pa zato, da smo pa tiste bolj kritične situacije kvalitetno rešili. Še pred nekaj tedni se niti slučajno ni zdelo, da se lahko vključite recimo v boj za 3. mesto. Zdaj ste dejansko ta trenutek 3 točke za Mariborom. Sklepam pa, da je vseeno prioriteta pokal, ne nazadnje bliže lovoriki, kot ste v tem trenutku, pa če tudi ste že igrali v finalu, še niste bili v klubski zgodovini. Ja, mi kot prvo, kar se pokala tiče, izredno spoštujemo nasprotnike
Zdaj, če sam pogledamo dejstvo, ki ga ponavljam, da Celje, Olimpije, Maribora, Kopra ni več v pokalu, potem sem povedal, kako nepredvidljivo to tekmovanje je. Gre za eno tekmo, v kateri se lahko zgodi karkoli. Sigurno je za nas to lepa priložnost, ampak na drugi strani pa jaz verjamem, da če si pošten do nogometa, če ne kalkuliraš, če greš iz tekme v tekmo in poskušaš, predvsem za mlado ekipo, za veliko igralcev, ki so še v razvoju, izkoristiti vsako priložnost, ki jo imamo. Mislim, da je na koncu to najboljša računica ali pa da je najbolj pošteno in da le na ta način se nam lahko vrne v enem ali v drugem tekmovanju. Kot že rečeno, spored tekem je za vas zelo strnjen. Koliko rotacij lahko recimo pričakujemo že sredi prihodnega tedna v Stožicah proti Primorju? Ja, zdaj rotirali sigurno ne bomo na silo, ampak dejstvo je, da bojo verjetno v naslednjih 2 tekmah kar nekaj igralcev, ki so odigrali manj v bistveno boljšem stanju in bojo boljša izbira, tako da je ekipa bomo sestavljena na način, da bomo izbrali najboljšo 11-terico za naslednjo tekmo. Najlepša hvala. Daren Slavic, danes ste izgubili, ampak v zraku nekako visi občutek, da si je Mura zaslužila vsaj točko, če ne celo več, kot sva tudi ugotavljala zborno proleto. Kaj po vašem mnenju danes manjkalo? Ja, pri pristopu, pa pri neki želji, pa odnosu, ja, ampak smo pa delali napake, katerih se nismo želeli. S katerim smo opozarjali na, kje je Bravo dober v tej tranziciji, da ne smemo prelahko izgubljati žoge skozi centralo. Iz tega so nam tudi zabili vse gole, tudi ta prekršek za prvi gol je bil iz naše napake. Tako da njemu si kaj očitati. Bravo je bil danes pameten, konkretnejši, mi pa, da čim prej pozabimo konec koncev, ker nam nič ne pomaga, da žalujemo. Treba je pač biti maksimalen, spoštovati plan, ki se ga nastavi, in ko smo to delali, potem so tudi nabirali točke in bili nagrajeni. Prednost pred Ajdovci tako ostaja 4 točke. Po obračunu ste izmenjali tudi nekaj besed z Alešom Arnolom. Morda za šalo ste želeli tudi potrditev, da bo njegova četa dala vse od sebe v sredo, ko gosti Primorje. Pa jaz sem 100%, da oni grejo vsako tekmo, zdaj celo so razbremenjeni in vedno grejo na zmago, tako da tudi tokrat bodo naredili svoje. Ja, neko borimo med nami že en čas. Danes smo želeli narediti tisto razliko. 3 točk, predvsem tu na Faznariji smo se nekako navadili, da prenašamo točke, ampak očitno bomo mogli iskati druge. Četrtek je že nova tekma in presmerimo miselnost in pozitivno na četrtek. Najlepša hvala.